Ja, jaz v svojih težavah potrebujem pogovor. In dam zelo rada ven. In sva hvaležna, da je vse to se dobro končalo, da lahko zdaj dajeva to zadovoljstvo okrog sebe. V mojem življenju, sicer je pozno, pa vendarle, še dovolj zgodaj izjemno pomembno vlogo odigrala Vera. Še malo in se mi pridruži Marija Štremfelj, ki je pred 30 leti z možem Andrejem kot prvi par osvojila vrh Everesta. Midve bova danes osvojili en dober intervju. Zares ne veš, kaj je, ko prideš nekam tako visoko. Ti nihče ne more tega opisati, ne? Toliko ene literature, ki jo prebereš, preden se odločiš za tak cilj, kot je Everest. Ali pa za kakšnega drugega tudi. Toliko enih slik, ki si jih ogledaš in razmišljanj, ki so, preden greš na goro, niso nič drugega kot samo približek tega, kar se potem v resnici dogaja. Ja. Ker, Slab približek ali dober približek? kaj pa jaz vem, oboje. Ja. Ampak nikakor ne moreš zares vedeti, kaj to je. Ne? Mogoče je ena primerjava. Lahko ti nekdo govori, kako je, če si pijan, ne pit. Ampak da je alkohol škoduje. Ampak dokler sam tega ne doživiš, ne moreš vedeti, kako je. Ali pa še boljša za ženske pa je, lahko ti govorijo, kako je pri rojstvu otroka, ampak ko pa rodiš sam, pa zares vidiš. Ja. Mislim, da je tako se je rodil tudi Everest. Ja. Vidva sta se tu obračala 30 let nazaj. V knjigi, ki sta jo pisala, sta razmišljala zelo aktivno najbrž v tistem času. Mi da oba pravzaprav to knjigo začneva z enim pretresljivim dogodkom. In sicer Andrej jo začne z mojim padcem na višini preko 8000 metrov, ko sva se vračala z Daulagirija in bi se lahko končal tudi tragično. To je bila leta 2004. In takrat sem se ustavila na tistem pobočju in jaz verjamem, da je za tistega, ki to gleda, dosti hujše, kot pa mogoče celo za tistega, ki se mu je zgodilo. In Andrej vem, da je bil takrat čisti sebe, ker me je pač gledal drseti navzdol proti 1000-metrski brezno. Ja, brezno. In potem opisuje pač, iz tega izhaja in razvija najina srečanja in najino začetno skupno življenje. Medtem ko jaz pa začnem svoje pripovedovanje z smrtjo moje sestre Barbare. Ki se je zgodila z Andrejem. Ja, pri 21 letih njenih in mojih 23. No. Ja. Tako da ta knjiga je na nek način pač ena taka razgibana zgodba. To ni samo nek pohod na Everest, ampak še mnogo več. V bistvu je to en velik kos vajine življenjske zgodbe. Ja, seveda. In kako jo pisati skupaj, oziroma zdaj sem dojela, da ste jo pisala ločeno? Ta knjiga je zastavljena tako, da v bistvu imava fonte različne v knjigi. Eni so za moje zapise, eni so za Andrejeve. Označeni deli, ki pripadajo meni ali pa Andreju, so označeni s simbolom krogec ali pa trikotnik. In v bistvu bi se bralec lahko odločil in prebral samo vse, kar je pod krogcem, in bi prebral mojo zgodbo od začetka do konca. Lahko bi se odločil samo za trikotnike in bi prebral Andrejevo doživljanje na tej odpravi in seveda tudi pred njo. Ampak po tem, kar imava zdaj odmeve na to knjigo, je res najboljše prebrati oboje. Ja. Ja, drugače sem pa pisala ločeno. Ja, kako pa bi rekla, da je to pisanje knjigo sovpada z vajinim življenjem, se pravi, živita skupaj, ampak živita vsak svoje življenje, ali ne? Ker zdaj tukaj pa so zakoni zelo različni. Ali je to sožitje, ali je to parazitstvo, ali je to, kaj bi rekla? To je dolgoletni zakon. Ne, pri nama je zagotovo sožitje. Meni se zdi, da je to, kar lahko potrdim z Andrejeve strani, tudi čeprav ga ni zraven, da se imava skozi rajš. Res, čez 40 let sva skupaj in vedno bolj ugotavljava to dragocenost, da sva povezana. No.
In je pa seveda ta povezanost rezultat mnogih odhajanj, ki jih tudi odpirava v tej knjigi. Ta pričakovanja, ko z 2 otrokoma čakam, da bo Andrej prišel z odprave in tako, ne te izzive, res, ampak mnoge druge. In se mi zdi, da te stvari lahko povzročijo dvoje. Ali popoln razpad, ali pa močno povezanost. No, mi dva sva imela kar sreča. Ja. Je ostalo to drugo. Marija, si ti vedno vedela tisto, govorim notranje, da se bo vrnil? Ja, Andrej je vedno tudi odšel na odpravo s tem, da je pač prišel nazaj. In je tudi to tako na mene v bistvu vplival. Je pa res, da pridejo v čakanju trenutki, ki niso prijetni, ko vendarle lahko pomisliš, kaj pa, če se ne vrne. Mogoče je še bolj problematično to za mene, ki sem tudi alpinistka in himalajistka in približno vem, kaj se v določenem času dogaja. Ker odprava, ki traja 2 meseca, pač ni ves čas nek vzpon, ena intenziteta, neko hoja po robu, ampak je samo eno obdobje tisto in jaz vem, katero obdobje je tisto, ker vem približno, kljub temu, da ni bilo recimo mobilnih telefonov ali pa takih kontaktov, kot jih imamo danes, sem jaz kot alpinist vedela, kdaj je Andrej v tisti situaciji, ko bi pa mogoče lahko šlo kaj narobe. Ampak si vedela, zato ker je bil načrt narejen in si vedela, kakšen dan, kje je in kaj. Ja. A se je med vama kdaj razvila drugačne vrste bližina nadaljavo oziroma drugačne vrste občutanje? Si kdaj začutila, kdaj je on v nevarnosti? Na 10.000 kilometrov razdalje, hočem reči. Ali pa kdaj je spet varen? Ali pa kdaj je nesrečen? Ali pa se je kakšna takšna povezava? Ne. To pa res ne. Mislim, se ne vem, če je mogoče, ampak... Ja, ne, tega jaz nimam take izkušnje. Ja, on pa najbrž tudi potem ne. Ne. Da ti je kdaj rekel, sem vedel, da takrat si nekaj. Ne. Ne, lahko pa tudi, da se ne spomnim, ne vem. Ja. Rekla si, večinoma časa sem vedela, da bo prišel nazaj. So pa težki trenutki, ko recimo pa tudi ne veš, kaj pa če ne, kaj pa če ne pride. Kaj če ne bi prišel? Lažje mi je to vprašanje postaviti, ker ste vsi tu. Ampak kaj če ne bi prišel? Kakšno bi bilo tvoje življenje brez njega? Po vsem tem, kar sta skupaj ustvarila, recimo, do pred, ne vem, 15 let. Takrat, ko je... Jaz se dejansko s temi vprašanji nisem in v preteklosti niti se ne ukvarjam v sedanjosti, ker vedno rečem, če se bo kaj zgodilo in ko bo prišlo, bo že takrat dovolj hudo. Zagotovo si sploh ne znam predstavljati življenja brez Andreja. Jaz ne vem, kako sem živela, preden sva se prvič srečala, ko sem bila v 3. letniku gimnazije. A je bilo usodno srečanje? Pa niti ne. Se tudi to tako Andrej zanimivo tukaj noter opisuje, kako sva se tipala, ker vedno sva presenečena, ko recimo kakšen od najnih otrok pripelje otroke v vas, pa prav greva praznovati, ker je danes datum, ki sva začela hoditi. Kako datuma, ne? Jaz sem imela pol leta, ker nisem točno vedela, a je toplo, a je vroče, a je hladno, a ne tako. To so bili drugi časi, to je bilo konec 70. let in ni bilo tako odprto vse, kot je danes, recimo tudi teh srečanj. Pač srečala sem se na alpinističnem odseku in pri nas doma, ker je moj brat bil pač načelnik alpinističnega odseka v Kranju in tiste čase je marsikateri sestanek potekal kar pri nas doma, ker je, če je 10 otrok, je pol še 10 zraven, sploh ne opazljivo, recimo. Ampak ravno dovolj, da me je zamikalo, ker so pa si dostikrat kazali slike, takrat še diapozitive, kako je bilo na turah in mene je to potegnilo. To je bilo prvo. No, potem pa, ko je Andrej prišel večkrat k nam, pa tudi tam na alpinističnem odseku, sva si postala všeč, ampak to je pa trajalo nekaj časa. Ja, lepo. Ja, vidva sta pravzaprav res kot enako zanimiva kot posameznik, sta tudi kot par. Tudi kot par. Lahko malo pobrskam, no, kako gre ta vajin pobrskam. Zanima me, kako gre ta vajin, rekla si, še rajši se mava. To se pravi, je še vedno zelo živ odnos, kljub temu, da sta 40 let skupaj. Zelo. Nista si samoumevna, kljub temu, da sta 40 let skupaj. Nista si dolgočasna? Ne. Ne gresta si na živce? Ne, a res? Ne, res ne.
Ne, mi da se malo Ampak živita pa čudovita. skupaj. Ja. Ne, ker No, no, mi kdo reče, recimo- vse živiva vsak v drugi državi. Ja, mislim. Ta teden res Andrej odsoten, ker je v Franciji in v No, Italiji. ja. Ampak to je pač kakšen teden, ravno tista sova, ki pa začini odnos. Ne, res, imava pač tudi zelo podoben odnos do bivanja kot takega. Ogromno nama pomeni lepota narave, ogromno nama pomeni tudi vera in ogromno nama pomeni družina, sožitje, odnosi. To nam res toliko veliko pomeni, da če vlagaš v te, no ta izraz tudi drugače ne maram. Ja, ne. če si Ampak hvaležen za te Če stvari, si recimo. hvaležen, tako ja, da jih sprejmeš in jih tudi bogatiš vedno znova, ne. Potem se mi zdi, da to se kar samo bogati, kar raste, tako kot tisto gorčično zrno, ki ga sploh ne vidiš, ko ga posadiš, pa pride drevo in zraste in potem je tudi senca drugim pticam in drugim živalim. No. Tako se mi zdi, da je najmo življenje. No. Ker smo družinsko, smo izjemno povezani. Recimo, kadar nastopi kriza, ker pri vsakemu v življenju nastopi kriza, potem jo premagujete skupaj ali vsak zase? Hočem reči, je lažje, ker jo premaguješ lahko z nekom drugim, ali je še vseeno to pa stvar intime in jo rešiš sam pri sebi, kadar pride notranja kriza, ne govorim kriza v zakonu, a ne? Zelo sva si drugače različna. Ne? Jaz recimo osebno rabim pogovor in če Andrej se ne odziva na mojo težavo, ki pa je pri ženskah problem, ker jo težko izrazimo in jaz seveda pričakujem, da me ima mož tokrat, da bo jo sam spoznal. Začutil in še prepoznal in še Tako, razumel. in še razumel, In še razrešil po No, in možnosti. če- Ja. in, To res ženske pričakujemo. Ja. Ja, to je res drugače. In vem, da recimo v letih, ko so bili otroci manjši, ko je pravzaprav teh težav več, ko ima ženska sama s sabo več problemov. Ne samo zaradi rojevanja ali pa spremembe videza ali karkoli drugega, ampak so stvari, ki se dejansko spremenijo in kar pričakuješ, da bo mož pač to takoj videl in spoznal in takoj reševal skupaj z mano. Ne? Jaz sem tak tip, no. In so bile določene zamere tudi z moje strani, dokler nisem začela drugače gledati in razčistila s tem, da pač on tega ne more. In ja, jaz v svojih težavah potrebujem pogovor. In dam zelo rada ven težave, ki jih imam. Ali pa skrbi, ki me pestijo, mogoče v zvezi zdaj v teh časih z vnuki, z drugimi, ne? Niti ne sama s sabo. In sem vesela, da Andrej to zdaj že ve in se o tem tudi pomenila in gre to ven iz mene in jaz pa spet na novo zaživim. Medtem ko pri Andreju je pa nekoliko drugače. Ne? On že na videz deluje izjemno resno in zadržano, a ne? Ampak v resnici je izjemno mehka osebnost, vendar je pa potrebno ga pustiti nekaj časa pri miru, da z problemom, ki ga ima, ki ga pa jaz seveda zaznam. Jaz točno vem, da nekaj je, da se nekaj kuha v njem, ampak ga moram nekaj časa pustiti. Če bi takoj začela drezati in kao poskusiti reševati nek problem, Bi se najbrž še bolj bi zaprl. se ne? zaprl kot školjka in potem pa ponavadi skupaj predebatirava. Ampak jaz res moram reči, da nimava veliko takih situacij, res ne. Ker se že tako, ne vem, mogoče to da alpinizem, ko priješ v teh plezalskih okoliščinah v take situacije, da si potem tle dol samo srečen, da si, da je Ja. vse v redu, da Ja. vse teče in da to potem tudi vneseš v te odnose. Ne da cel teden životariš, pa čakaš petka, pa soboto, pa nedeljo, da boš šel v Spet v hribe. hribe, Daleč ne. od tega, ampak da v bistvu to se vrača nazaj in sva hvaležna, da je vse to se dobro končalo, da lahko zdaj dajeva to zadovoljstvo okrog sebe. Ja, se pravzaprav sta imela tudi kar nekaj sreče v življenju, a ne? Da se je dobro, da so se stvari dobro iztekle. No, ja, absolutno. Če se temu reče sreča, ne? Seveda ta izraz dobiva z leti lahko čisto drug pomen. Ne? Ja, se bi me zanimalo, Bi bilo kakšen, Pardon. ja,
sej kakšen pomen, kaj zdaj ti odkrivaš za tem pomenom sreča, da se je tako išlo, da je to, čemu to pripisuješ, oziroma kako si razlagaš to srečo? Jaz bom zdaj pač povedala tako, kot res mislim, ne zdaj. Za mene je v mojem življenju, sicer je pozno, pa vendarle, še dovolj zgodaj izjemno pomembno vlogo odigrala vera. Zaupanje v Boga, da vodi moje življenje. To je to. Zdaj, če boste to hoteli uporabiti, jaz zdaj vmes skačem. Ja. Prav, ampak jaz moram to povedati, ker je to dejstvo. To sem jaz, ne? Brez skrbi, da bo to ostalo v intervjuju. No, mislim, ja. Ker, mislim, za takšne stavke, ki jih izrečeš tudi ti, recimo, ki imaš neko življenjsko širino in izkušnje in si aktivna ženska, ne? To ni stavek, ki bi lahko zvenel pasivno. Bog bo vse naredil, jaz pa lahko ležim doma. Ali pa nič ne naredim, nič ne razmislim, nič ne spremenim. Ampak dejansko si dojela še, oziroma sprejela še eno razsežnost, mogoče en delček, na katerega nimaš vpliva. Lahko tudi tako rečem, da je spoznanje duhovnega življenja posameznika je za mene postalo po letu 1993 izjemno pomembno. To pa zaradi tega, ker sva leta 1993 z Andrejem pač doživela eno tako preizkušnjo, ki je zahtevala en globok razmislek in ki racionalnega odgovora na dogajanje ni bilo. To je bilo na gori? To je bilo v El Capitanu v Josemitih, v steni, kjer sva plezala nos in sva pač ostala brez vode. In sva v teh izjemnih okoliščinah pač doživela tisto, ne vem, to, da sva odkrila čisto vodo na enem bivaku in si s tem omogočila, da sva sama splezala do vrha, do roba. Drugače pa ne vem, če bi. Sicer to ne pomeni, da bi kar umrla tam v steni. Verjetno bi pač se zgodilo kaj se, kakšno reševanje ali pa kaj takega. Ampak sploh to, da smo v tistih okoliščinah našla to vodo, to ni čudež. Jaz si to racionalno lahko razložim. Takrat so pač nekateri, ki so pred nama plezali, imeli preveč vode, so zato plezali kakšen dan več ali pa dva. In ko so ugotovili, da jo prišli na vrh, so to vodo tam pustili. Ampak ta voda je bila v špranji, torej v skalni razpoki, skrita v globini pol metra, prekrita z vso umazanijo, kar je možno. Tam so ostanki tudi iztrebkov, prazne steklenice, ostanki konzerv, pač kar ljudje potrebujejo za to, da preživijo. In jaz sem potem brskala. In to je tisto, s čimer sem se potem ukvarjala kar nekaj časa. Zakaj sem jaz to naredila? Zakaj sem začela v globino brskati od te pol metra? Kaj je tisti razlog, da sem prišla do vode? Ne? In ta misel, ta način razmišljanja mi je dal potem iztočnico, da sem potem se poglobila v to in sem spoznala še to čudovito dimenzijo življenja, ki dobesedno bogati. Predvsem pa omogoči, da nisi poln strahov poskrbeti. To je meni največji dosežek življenja. Da svobodo, ne? Da bo življenje vedno poskrbelo zate. Tako. Ko boš iskal to življenje, ne? Tako. In to je tista sreča, ker si vendarle iskala vodo. Ja. Ampak to je tisto, ne, kar rečeš, sreča, da si bila ravno tisti dan tam, ko se je zgodilo to pa to. Ja. Ali pa naključje, recimo, ne? No. Ali pa karkoli, ampak dejstva govorijo po svoje. Pravzaprav dejstva govorijo po svoje. Ti si zdaj to razložila, kaj se je zgodilo, ampak spet pa je, doživela si pa spet drugače, kot si zdaj to razložila, ne? Ja, seveda. Vse pa ne gre v besedah. Seveda, ne da se vsega povedati. In tudi, ne vem, verjeti človeku ali ne, a ne? Saj že to dostikrat problem, ne? A govoriš nekaj iz izkušenj ali pa naučeno, da naj bi tako bilo. Ja, to je ta razlika. Se je tudi v intervjuju prej Sara rekla, dokler se meni ni zgodila ta prelomnica v življenju, tudi drugih nisem razumela. Zdaj, ko slišim, kaj se drugim zgodi, to zares polno
ne razumem, ampak dojamem. Ker ima svojo izkušnjo. Ne? Zato so Seveda, človekove seveda. izkušnje tako zelo pomembne in knjige so dragocene, ampak izkušnja je pa neprecenljiva. Ja, absolutno, to se strinjam. Ja. Ker zdi se mi, da čeprav so preizkušnje tako zelo različne, a ne, pač vsi ne plezajo, nimajo vsi izkušenj v gorah, imajo mogoče kje drugje. Ja, seveda. Ampak te izkušnje imajo eno skupno točko. In to se mi zdi, da je, da začneš ljudi okrog sebe gledati kot ljudi z veliko začetnico. In da jih tako sprejmeš. In potem ne moreš biti samo številka, ali pa nekdo, ki ne more biti prijatelj zato, ker drugače razmišlja na nekem drugem področju. Ampak veš, da ima ravno tako srce, da ima ravno tako noge, roke, možgane kot ti. In da ravno tako bije bitke kot ti, da ravno tako premaguje vse mogoče ovire, ali v hribih, ali v dolini, ali za 4 stenami. Tako. In potem, ja. In kar naenkrat smo vsi ljudje na istem nivoju. Ja. Ni enega gor, ni enega dol, vse sem lahko na Everestu, ampak kot človek sem na istem nivoju. Ja. In tako poenostavi vse življenje. Nobenih zamerni, nobenih skrbi, kaj dosti, pa če pridejo, jaz si pogosto rečem, lej, obstajajo duhovni zakoni, ki me ščitijo in če bom jaz delala dobro, se bo vse izteklo dobro. In lej, verjamem, da tako deluje svet. A vidva še plezata? Ja, seveda. Ja? Ja. Imata kakšen cilj pred sabo, zdaj novi, kakšen nov vzpon, oziroma kam vaju zdaj pot nese? Ne, nimava teh visokih ciljev. Mi da zdaj v glavnem res delava kot gorska vodnika in vodiva ljudi pač po teh gorah. Jutri grem recimo na Grozdopner z enimi ljudmi. Zase pa plezava, športno zelo rada plezava, je še posebej. V skali te športno kratke smeri, kjer zaradi varnosti lahko res iztisneš iz sebe vse. Pa še ohranja naju to tako v dobri kondiciji, pa mislim, da tudi v intenzivnem delu možganov, tako da je to tudi ena taka, bi rekla, terapija za obdobje, v katerem sva. Kako sta preživela to korona epidemijo oziroma to celo lansko leto in tudi letošnje? Lansko leto, ko se je začela korona in ta situacija, ki je za sabo potegnila seveda tudi osamo, sva jo midva izkoristila za pisanje te knjige. Ta knjiga je nastala v 3 mesecih. Dolgo sva si želela, da bi napisala skupaj knjigo in lani je bila ravno 30-letnica najinega prvega vzpona. Kot naročeno. Še en, recimo, dokaz tega mojega prepričanja in mojega videnja življenja. No. Res. Mogoče bo zdajle za marsikoga, ki vem, da so težko preživljali korono ali pa celo zboleli za to boleznijo, izpadali tole čudno, ampak meni je bilo to en najlepših delov z mojega življenja. Pisanje te knjige v osami, v Davči, v hiši Andrejevega očeta še iz 19. stoletja, jaz pravim, ker noter ni niti vode. Kje je to Davča? Davča je v Selški dolini in je to po površini največja vas v Sloveniji. Meji pa potem, ko se vzpneš na hrib nad Davčo, gledaš dol Cerkno. Tako da se v bistvu tukaj srečujeta Poljanska in Selška dolina na tem krajku. Poj pa takoj Golo Brdo. Ne Golo, ja, Podbrdo se upravičujem. Poj pa takoj naprej je najprej Petrovo Brdo, pa se pa spustiš v Baško grapo. Ja. Se pravi, vidva sta v bistvu šla z namenom pisanja knjige, sta se umaknila tja. In sta tam preživela kar 3 mesece? Ne, to ne. V Kosu ne, ker ima pač tukaj še vse ostale družine in tako. Ampak sva pa odhajala po teden dni najdlje, sva zdržala tam, ker ni, kot sem omenila, vode in saj stuširati se je bilo pa treba. Ja, tega nič ni pravzaprav. No, umiješ se ravno tako lahko, ampak en kos udobja si pa zaželiš. Je pa krušna peč. Je čudovito tisto okolje bivanja pred vso
tehnologijo, pametnih telefonov, računalnikov, tam ni impulzov, nič. In res je bilo rodovitno. No? In recimo, pisala sva par ur, občudujem zdaj pisatelje, ker razumem, kaj biti skoncentriran za toliko časa v eno točko, recimo v pisanje. Ne? Potem sem šla pa ven na pohode in to je bilo toliko lepo. Tako da, in sva spisala to knjigo in ko sva jo dala v urejanje najin rok, ki je urejal, ni verjel, da bo oktobra išla, ampak je išla. Ker je 7. oktobra bilo ravno 30 let. Ja, lepo se zlaga, no, kaj naj rečem. Ja, res. Lepo je slišati takšne zgodbe, oziroma to pripovedovanje, ko življenje kaže svojo veličino in svoje zakone in svoj tok, predvsem to, ne. Če kaj, je res dobro slišati tok življenja. Ja, mogoče ta izraz je zelo dober, tok. Ja. Ker nimava velikih pričakovanj. Mava neke želje, recimo mava željo, da bi v enem kosu prehodila Nepal od vzhoda proti zahodu, to pomeni 3 mesece. To je recimo ena taka želja. Ne veva pa, kdaj bo ta prišla na pot, v tok, kot si dobro rekla. Ne? V bistvu je to dober opis najnega življenja. Prihajajo stvari in se takrat odločiva, rečeva ja ali ne. Ampak se to je vsakmu človeku, a ne? Ja, no sej, bolje vprašanje, ko pridejo stvari, ali se velikokrat odločiš pa rečeš da priložnosti, ali kaj obžaluješ, da je bilo veliko priložnosti, ki si jih pa izpustila? Pa pustimo zdaj samo hribovstvo, mogoče tudi druge. Zagotovo se zgodijo trenutki, ko ti je žal, da nisi drugače odreagiral. Ampak moram reči, da to niti niso kakšni posebni taki dogodki ali pa take odločitve za nekam iti ali pa kaj takega, ampak v odnosih. Meni se zdi to, zdi se mi, da v odnosih zalomaš hitro. Da izrečeš nekaj ali se obnašaš nekako tako, da se ustvari neka zamera, da se ustvari nek hladen odnos. Meni je tega najbolj žal. Res, tega mi je sploh s svojimi najbližjimi, s katerimi je najtežje res ohranjati dober odnos. Ja, največja preizkušnja, ker tisti, ki smo si najbližje, tam se tudi najhitreje lahko prizadaneš, ne? Ja, pa poznajo te zelo dobro, ne? Ja. In zaznajo nijans glasu pa to. Pa tudi sicer, no, tudi v poklicu in tako. Mislim, da so bile to najslabše odločitve, ki jih obžalujem včasih in jih poskušam tudi zdaj popraviti. Ne vem. Da se, ne. Dokler si živ, se vse da. In to je super. Ja, to je največja nagrada življenja, da se da. Ja. Kadarkoli se da. Ja. Ne? Res. In marsikaj se da. Res se da. Je pa treba začeti. Je pa težko, a ne? Ja. Jaz vem, da srečanje s človekom, recimo, če govoriva že o odnosih, Ja. že da sploh pridete skupaj, se moraš ponižati. Zelo ponižati. Ampak pa je pa tudi neverjetno, kako dobesedno lahkotno je, če se uspešno izvede nek pogovor ali pa neko srečanje. Še zdaleč pa to ni konc. En sam dogodek nikoli ne pomeni, da sem pa rešen, zdaj pa za mano ta zamera, zdaj pa za mano ta težava, zdaj pa za mano to. Je treba še kar naprej graditi. Ampak generalno pa ja. Ja, Marija, hvala ti za odkrit pogovor, za vse misli, ki si jih se odločila, ker verjamem, da je to tudi odločitev, povedati, izreči, deliti. Tu na tem lepem Joštu, na ta čudovit junijski dan. Hvala in želim ti, tebi in celi tvoji družini srečno tudi naprej. Hvala za povabilo in ni mi bilo težko reči ja. Generalni pokrovitelj oddaje je trgovina Annapurna.